Že na dnevu odprtih vrat se lahko osnovnošolci prvič srečajo z našo šolo, Ekonomsko šolo Novo mesto. Marsikomu se zdi na prvi pogled dolgočasna, kdor pa si vzame čas in si jo natančno ogleda, ugotovi, da se pri nas dogaja marsikaj zanimivega. Prva in najpomembnejša dejavnost v naši šoli je pouk. Pri njem lahko dijaki aktivno sodelujejo in začutijo, da so v šoli zaradi sebe in ne zaradi drugih. Zato sodelujejo pri načrtovanju pouka, pri načrtovanju obveznih izbirnih vsebin, pri projektnem delu, se vključujejo v podjetniške delavnice in delo v učnem podjetju. Prav v okviru podjetniških delavnic in dela v učnem podjetju lahko dijaki spoznavajo in začutijo podjetniško miselnost ter se soočijo z delom in odgovornostjo, ki jih čakata na bodočem delovnem mestu. Če je za nekatere dijake pouk manj zanimiv, pa se prav gotovo razveselijo kulturnih in športnih dni ter raznih tekmovanj, pri katerih dajo vse od sebe. Radi se udeležujemo predavanj in okroglih miz, vse dijaške aktivnosti pa objavimo v šolskem časopisu Ekonomlanc. Vsem je dobro znan pregovor zdrav duh v zdravem telesu, zato tudi na naši šoli skrbimo za zdrav razvoj telesa in duha. Posvojili smo Ragovlog in v njem uredili učilnice v naravi. Vsako leto se povzpnemo na Mirno goro in Gorjance ter si od zgoraj ogledamo prelepo dolinsko pokrajino. Čeprav smo lokalpatrioti, pa vseeno v 4. letniku odidemo na zaključni izlet po Sloveniji. Vsako leto pa obiščemo tudi eno večjih evropskih mest. Toda, da ne bo pomote, med vsemi temi dejavnostmi seveda potekata pouk in učenje. Da jo popestrimo, delamo tudi v naši medioteki, ki že zaradi drugačne prostorske ureditve in opremljenosti z računalniki spodbudno vpliva na delo dijakov. Za pouk informatike uporabljamo najsodobnejšo opremo v računalniških učilnicah, pouk kemije pa poteka v dobro opremljenem kemijskem laboratoriju. Zanimiv pouk in sodelovanje v interesnih dejavnostih dijakom tako popestrita življenje, da še sami ne vedo, kdaj so se znašli v 4. letniku. Hitro se bliža težko pričakovani cilj. Najprej maturantski ali zaključni ples. Zadnja sprostitev pred najtežjim delom izobraževanja. Potem pa matura in zaključni izpit. Toda naši dijaki vedo, če je uspelo vsem, bo uspelo tudi njim. Vedo, da so obiskovali urejeno in znanja polno šolo in s pomočjo profesorjev dosegli ustrezen nivo znanja. Z njihovo moralno podporo jim uspe priti do cilja. Odkorakajo v svet bogatejši v znanju in spoznanjih o življenju.